Dobro jutro. Dobar jutrček, da še tako lepo pozdravim. Zdaj sva skočila po kavico, ful gužva na Petrolu, ful, tako sami tujci. In zdaj naj čaka ene 6 ur vožnje do najnega B&B-ja. Zdaj pa most. Most za čez Benetke, wow. Dobrodošli v Benetkah. Parkirala sva se nekje v eni hiši, 35 € cel dan. Pogledam. Jaz sem na zadnje v Benetkah 15 let nazaj po moje. In ful mi je tako drugač, ne vem. Ful je folka, valjda, se je za pričakovati. Jaz sem pa še tle semiče sabo in tu imam eno torbico, tako da ne bomo se pritežvali. Je pa kar vroče, moram reči. Pa je ura 9 zjutraj. Drugače je ful dober feeling, ker se tako zgodaj stala. Da si ono mes, ko sem se vozila, imaš feeling, da je ura 2. V bistvu pa tako šele 9. Ful dober. Lej, kanal. O, kako je lepo. Wow. Lej ga. Se lahko pridružim. Kaj me pa šokira, da je cneka v Ljubljani. Tako, ok, kakšna stvar je mogoče draga, drugače pa smo ni drago, mislim, tako bolano, stari. Ful je vroče, ful je soparen, tako da švicam. No, nekako prije do tega saj marka, tle hodva že, ne vem koliko časa, jaz sem že prav utrujena. Evo, pa sva prišla v center, a ja, z ene druge strani sva prišla. Wow, ok. Wow. Da ti pokažem, da je folka kot deriskice. Ja, dobro, došli v Benetkah. To so Benetke, tle po moje skozi folk, dvomom, da je decembra ali pa novembra, ki je manj. Ne vem, jaz sem prav razočarana, ker grem po teh destinacijah, ker sem recimo včasih, a ne, jaz se tako čisto bez veze. Dragi prav, da nisem razočarana, ampak da sem lačna. Ja. Zih, ja. No, tudi to sem, ja, le, se imam semiče sabo, ja. Zdaj se treba nekam usedeti, brez teh golobov, točno, tle. Pa se folk slika z golobi, zdaj pa se mi zdi, da ni, da ni nobenega, ali koliko je folka, no, stari, skupine. Tole res ni zame, ampak ne vem, ko bom še, ne vem, ko bom imela še željo prihajati sem, no, pač ful več folka se mi zdi, že takrat je bilo ful, ko sem da jaz. Ampak kako je lepo. Zdaj ta arhitektura, no. Zdaj sva prišla do nekih vrtov, smo nisem vedela, da obstajatle. Slučajno sva videla. Wow, to, kako je lepo. Sem po mojem, da je stopnina. Martinček je prečko pot. Leto, kako je lepo. Po mojem, mislim sigurno, da je stopnina, no bo šla pogledat. Pa bova videla. Kako je lepo. Moj bog. Kako je lepo. Zastonj je očitno, da ni, oziroma tam je še ena zgradba, ampak mislim, da to ni povezan. Tlej kot nek rastlinjak, tako ful je lepo, kot nek botaničen vrt. In pa prideš sem, misliš, da je konc, mislim, da je cesta, je pa voda, kanal. O, kako je to odbito.
sploh ne vem, če bi sedaj navadila tega, če bi živela. Kaj noro. Evo, lej, tako je to. Wow, lej to. Zdaj sva se vsedla tle v tale vrt, koliko je lepo. Tako, res ponavadi je to najbolj, ko tako nekaj slučajno odkrijaš in je oaza miru, tako čist nekaj drugega. Uno mesto mi gre na živce. Tle pa res oaza miru, pa ful je fajn, ker je valjda senca, pa ni vroče. Zdaj sva žena, pozabila sem vodo v avtu. Kozi. Ful je vroče, zdaj se pa res to kuhava. Greva nazaj proti avtu, proti garažni hiši. Pa kje spit. Ker bo res crkano tle. Nek fancy hotel. Zdaj smo se končno malo umaknili od tega centra. Pa je ful bolj fino, ker je pač senca, no pa je malo hladnej. Pa že počasi tako se odpira, ker prej je bilo vse zaprt. Mislim, da se tako dosti kasneje odpirajo stvari, ali po 10:10. Zdaj že nekaj čez 11. Zdaj hodva kar nekaj tako na pamet, ampak se jim je, da bo pa našla. Kako je lepo. Kjer je lepa voda, no. Tle je pa res protišina. Tako čist drugo. Mislim, da sva se vas zgubila, ampak se nima veze. Ampak se bova že znašla, kar se zmer. Mislim, tudi te navigacija skozi levo, desno te vod, ker so tako mejne uličice. Lažje je priti do San Marka, ker pa nazaj. Lej, ko v Firencah, da smo tako, čist isto je, stari. Zato jaz ne maram polet potovati, lizrati kurčeve gužve, ampak le itek skozi. Se vem, zdaj bo izpadlo, da se skozi sama pritožujem, pač ja, nisem nadušena nad tem turizmom. Pa še zgubila sem se. Che bello. No, zdaj pa lahko končno to rečem. Tele Benetke so labirint. Navigacija se kar zgubila, veš kaj fora, da tudi vmes signal. Tako se zgubi in je po navigacija čez zmedena, zato ker so te stavbe, no, karkoli. Pak ja, no. Pa se raziskujeva, pa marsikaj vidva, ka mogoče pač ne bi, a ne. Kjer lep trgac in pol, evo tako odkriješ nekaj, kar nikoli ne bi. Milijon nekih mostov. Lito. Mislim, da sva zelo blizu. Toliko je mostov. O bože, kam sem, ne vem, zdaj sem sam usporedno prišla, no, kamor so prišla. Sva že praktično tle, tako da. Jej! Jaz res potovanj ne priporočam polet.
ker tole je za crken. Razen ene dve med vami sta komentirali, da imata ful radi vročino, tako da good for you. To je to. Meni je za crkavca. Evo, tako zgleda postaja, tam so šla midva. Te pa postaja. In tam nekje sva se parkirala. Zdaj bom provala Sour Patch, te watermelon, se pravi lubenica. Ti pa niso kisli, prav cool so. Prav ti pijače. Dobro, ne? Manj. No, manj. Kad sem probala one navadne Sour Patch, so mi čisto prekisle. Zdaj mi bo všeč. Moram reči, ko niso nič kisle, pa dobro. Po parih urah vožnje sva prišla, sva pa tudi toliko skurjena, da... Evo, check-in sva naredila in zdaj sva na terasi in to je razgled. Kako je lepo, ki je zdaj v otok. Tam je še en otok, aha, tlele. Ja, tukaj. Rekla mi je, da je privat otok, se pravi ne moraš iti gor, logiš sam kot malo plavat pa to. Kako je fajn, kako je lepo, sicer je kar vroče, no. Je pa rekla, da na naslednjih dneh naj bi temperature padle, tako da bo ful prijetno. Pa pol tam v zadnji je kot neka rimska pot, se lahko sprehajaš. Plaža je ful blizu, 10 minut peš. Sledi room tour. Tukaj se pride not, hladilnik je skupen, WC najn, tle še ena soba. Pa se pride sem. Jaz sem že naputala stvari, milijon stvari. Posla, tle par prčkari, zemljevid, omara. V bistvu nisem bila še zun. In pa terasa. Se nam šlo vam kaj vroče. Se bom razpakirala in bom stvari zložila pač v omaro. Milijon stvari sem prinesla. Malo sva se spočila, razpakirala. Ko sem nekaj popravila make-up, preoblekla. Ure nekaj čez 7 in zdaj je že ful bolj prijetno. Tako da greva zdaj iskat neko večerico, mislim neko restauracijo, da greva kaj pojest. Zraven imava še ene sosede, tako da pa videli kako bo. Je pa tako ful lepo, ful je tako mirjeno mestece, kar nama itak najbolj sede. Zdaj se greva pa peš do tega centrčka, recimo temu. Wow, zdaj greva tle dol. Evo na plaži. In čakamo, da pride vlak mimo. Dobro jutro, ura ima pred 8. Spala sva bolj švoh, ker so bili sosedje tako glasni. Tlega malo soseda furo podala zrati, ker sta prišla. Pa so še tle neki, ker to je v bistvu kot nek blok, sam tle sta dva, ta B&B.
Lepo spod lokalci živijo, pa so glasni bili. Misliš, da je švaz večer, tako Tako da sem se skozi bujala. Nohte se moram namazati, da sem se spomnila. In zdaj bom šla gor na teraso, na zajtrk. Tako da jo pokažem. Kako je lepo. Da ti še pokažem, kako izgleda, ko greš ven iz tega najnega stanovanja. Lepo, kako je lepo. Tako da izgleda. Tukaj so še neka druga stanovanja, zdaj ne vem, jaz mislim, da to pač folk živi, da niso apartmaji. Zdajle greva v Albengo, v center. Mi je rekla gospa Barbara, da Barbara je pač resnica, kjer spiva, da je ta Albenga srednjeveško mesto, tako da greva tja. Kaj je tako ful lepo, lej. To je zdaj v spodi, pod najinim apartmajem. Evo, to je tale most. Pa gor ful lepo. Wow, lepo. Ta reka. Wow. Evo, zdaj smo prišla v ta center Albenge. Ful je prijetno, ful je tako luškano mestece, ful nama je všeč. Ful je lokalcev, kar mi je še bolj všeč. Tudi ful takih lokalčkov za kavico spit, tako da bova sigurno šla. Da v bistvu tržnica, vidim, da tudi prodajajo sadje, zelenjavo. Tako, ful fajn. Pomeni navadno, ko slišim italijanščino, ker pozabim, da sva v Italiji, ker ne vem, kje mislim, da sva. Malo me spominja na Opatijo, mislim se, to je logično, ampak tako, palme so pa meni nekaj najlepšega. Palme. Wow. Wow. To je to. Eni knjigarni sva. Jaz sem celo eno knjigo poezij, kaj v angleščini in italijanščini, drugače se načeloma v italijanščini, kar je žal, ker pač jaz se ne znam tako dober. Wow, le to, kjera huda cerkev. Kako je luškano mestece, take lepe trgovinčke, kot mehne trattorije, tako ful luškano. Prav navdušena sem. Potem sem videla, kot neke sladičke imajo, tako da bova šla po lozetke. To je nek muzej. Wow, kaj lepo. Le to je sveča, kakor vidim. Hudo. Še ena knjigarna. Pa lepo. Neka huda ulička ali to, wow, to je kakšna galerija, kva je to? Wow, stari. To je pa samo v Italiji, res, wow. Evo, kako je lepo. My God, kako je luškano tlele. To je pravo mestece zame, kar tako freske po zgradbah. Ful lepo, res. Ful lepe restauracije. Ole, kaj lepo. Evo, tale freska. Wow. V bistvu so ful velik krog naredila. Mi da so se tle sva včer prišla z avtom. To je pa un most, kjer so šla čez, da sploh ni jasno zdaj tole mesto. A ja, ne, si tukaj je stara mesta in druga ta muha.
Staro mestno jedro za nama in pol se pač le hodila. Je lepo. Zanimiv način serviranja na tej deski, da vidimo. Za 2 kapučina in uno mojo sladičko sem plačala 5,60 €. Halo, koliko je pocen tle? Mislim pocen, ugodno. Ne pa Ljubljana, je pem ti šej. Res, da je to manjše mestece in vse sam, come on. Pri nas kave po 2 €, mislim, da sploh ni več. Zdaj greva nazaj proti najmu B&B-ju. Greva še v trgovino, po kakšno vodo pa to, pa če kakšno zanimivost odkrijo, najdem, probam. Pa greva pa na plažico se kopat, ker ga že pripeka in je dosti soparen, tako da se greva malo vršt v morje in ohladiti. Glej to, arheologi so dol, skopavajo, ful zanimiv. Oh my god, tako jih vzamem. Prišla sva na plažo, da greva zdaj v vodico, ful je vroče, tako da. Evo, kopala sva se, prav sedelje. Malo je bila mrzla voda, ampak pol je bilo ful fajn. Nisem še zlavo v vodo, zato ker imam šminko, pa čiste lase, tako da bom jutr, grem pa all in. Evo, tako lepo zgleda. Zdravje. Stop. Malček se vkopala, zdaj je ful oblačen ratal, tako da lahko se bo ulil, ko ga piha, tako da že kar malo nevarno postaja. Zdaj, mogoče bova še sladoled vzela, pa pičiva nazaj v najin B&B. Ful ga piha, dežja šinkir. Prišla sva na sladoled, vzela sem piškotek in pa mandl. Sladoled je res ful dober, tako da to je očitno nek tak prav domač. Prvi sladoled le, prvi od mnogih. Prej sem zlomila tole klipno, tako da sem zdaj prišla v eno drogerijo, ki sva jo našla. Tle blizu takoj, pa če rabim novo. Tako ful dobra drogerija, ko se živo imajo, da vidimo, če ima kaj nakita. Dobrodošli v restauracijo. Thank you. Je pa kar mrzlo, tako da ga piha. Ful lep sončna zahoda ni nam. Zdaj sem prišla gor na streho. Lej, kako je hudo. Tako, pa un otok. Ta otok ne moram preboleti, da je privat. Predstavljam si tako nekega starejšega gospoda, ful nekega bogatuna, nekega Angliža, ki je tam. Zdaj sem si prinesla ta nek strawberry fritz, to sem ga v bistvu še Slovenija prinesla. Zdravje, da vidimo, kakšen je. Malo si čuti alkohol. Srce.
Drugače, če sem umela, tle so tudi, tam je sicer ograja in so tudi divje svinje. O moj bog. Znajo prijeti tudi do plaže, tako da jaz upam, da jih ne bova srečala, ker tega res ne bi želela. Ne, še to, glede angleščine, ne, tako večinoma, mislim, dosti sploh ne govori angleško, recimo, če ga samo v njej zarazi in naj je najprej sprejela ena gospa in sploh ne znala, kar meni italijansko non-stop, na srečo jaz pač vsaj kolikor to malo razumem, ne, in se pač da sporozumeti. Sicer tam zdaj v Albengi v centru načeloma znajo, ampak tako kronomalna več stvari, tako da res priporočam, če greš kam tako v Italijo, da vse le znaš malo jezika, ne, druge pač ne vem, Benetke ali pa kaj, ampak ta Albenga se mi ne zdi toliko turistična, mal ja, ampak ne pa ono full, kar je sicer čisto ok, no. Sicer zdaj, ko sem v centru, je bilo že tako malo bolj polno, se vidi, da pač zvečer mesto še bolj oživi, je tudi več turistov realno, pa tudi več lokalcev, ne. Dobro jutro, ura je 7, danes so pa ful zgodaj vstala. Malo pihlja malo, ful je frišno, ful je fajn. Dobro jutro, dobrodošli v 3. dnevu in zdajle, pazi to, greva v Nico. Tako da komaj čakam, jaz sem tam na zadnji srednji šoli, ker smo šli na ta zaključni izlet. Tako da bo res hudo. Dobrodošli v Franciji. Evo nas v Franciji. Dobrodošli v Monaku. Najprej sem se tle ustavila, pol časa sem se vozila, ker sem šla po stari poti in je res pol kar počasno. Tako da zdaj sem se parkirala gor na hribu. In zdaj greva dol. Jaz sem tukaj enkrat v srednji šoli, aj se to sem že umela, v bistvu. Wow. Bus, leto. Malo je treba iti po stopničkah. Jaz sem se pač malo iskala, ampak sem pogledala na Google Maps. Se pravi, so ene stopnice, oziroma potka, no, niso stopnice. Potem, ko prideš dol, so še ene stopnice. Ne, potka je bila, stopnice ali dvigalo, zdaj so spet stopnice in zdaj morava sam še čez cesto in bova ob morju, ko mi čakam, da ti pokažem. Evo, 33. Ok, tale razgled je pa bolan. Ferrari. O moj bog. Ful je vroče, ne, 33 stopinj. Se ful lepo, valjda. Ampak to je pač luksus, to je materialno vse. Pač meni edin, kar mi je tako zanimivo, so te zgradbe, pa še to so v bistvu takaj, sami bloki pa sami hoteli. Se je novo izpadlo, da sam se pritožujem, pa tle nekaj negativno, ampak tako pač. Je ful fajn za prideti, valjda, ampak živela pa tle sigurno ne bi. Well, well, well.
Takega razkošja pa še nisem videla. Ko vse živo imaš, od starih do ful mladih, do šolskih skupin. Ful je buza zdajle. Ampak to je ta najbolj poznan kazino v Monaku, tako da meni to sicer nič ne pomeni, ker sem ful proti kazinojem pa takim stvarem, tako da take it out. Zdaj malo lažje, ker sva spila kofe pa vodo. Res v bistvu predvsem je bilo najhuj zaradi tega, ker sva čisto dehidrirala, ker pač sva zabila za pit. Pa vročina taka, da je... Tlele v senci je ful fajn, je čisto okej, ne? Kaj sem ugotovila? Ljubljana je dražja. Ne govorim direkt dol v Monaku, pač ob morju, tam je drago, recimo, ne vem, pasta 27, pa pica recimo je 17 evrov, sicer v Albengi je 6 evrov. Tako da ja, ampak pol se pa našla pa že tle gor, se pravi, to ni ob morju, malo bolj gor, recimo tu ima notranjost, te pač take tortice male, je bilo 5 evrov, kaj je v Ljubljani dražje. Ja, hodila sva v Tunico, ampak po moje, da ne bova šla, ker sva res utrujena, pa ful je že pozna ura v bistvu. Tako da bova šla kar nazaj proti mestecu, pa vmes seveda še na kosilo. Pa upam, da tudi kakšna plaža pade, no, tudi kakšno plavanje, ker bi se bilo zelo fajno hladiti. Glej, gospoda. Prišla sva v mesto Alessia, to je sosednje mesto od najnega. Jo, toliko sem utrujena. Zdaj morava pač, zdaj bova šla nekaj pojest, upam, da ga najdeva kaj. Ma se mende bova našla. Hrana tam v Alassiju ni bila res nič posebnega. Zdaj sva prišla evo nazaj. Zdaj grem jaz v bistvu se po pico, no, ker sem tam nekaj sama malega jedla, pa mogoče, ko sem se dovedala, kaj, ne vem, kako je vroče. Jutr je pa nov dan in nov plan. Sladoledek, tole je amarena, češnja, ful dober. Tale je pa zupa ingleze, ampak je ful porumo in mi zato ni všeč. Dobro jutro. Nikoli se ne bom naveličila tega pogleda, pa unga otoka, ki je privaten, na katerega ne morem iti. Tega več kar ne morem preboleti, po moje nikoli ne bom. Oh my god, kam sem zdaj prišla? V mesto Corte Emilia, nekaj tasga. Prišla sva na ogled lešnikov, oziroma farmo lešnikov, tako da tole bo po moje zdaj ful zanimiv in odbit, pa imamo pa še kosilo. Hej, živja! Ja, živja! Zivja. Leko je lepo. Leto. Tukaj je takole noter zgleda. Zdaj čakava, da začnemo. Tok diši lepo po lešniku, pa itak bova nekaj vzela, pa bomo pa degustirali skap. Ta kuža gre takoj k meni. Ej, kje si? Kje si, guzica? Mogoče bela oha. Ja, kaj je? Ja, a ja, ti bi se tako. A ti bi se tako. Leto. Off the down. So that means you need a little patience until you get the proper. Okay, tole je ogromen.
Ja. Joj. Takole se pa lešnik suši. Pa dober. Birds and the leaves. And then they pass this tree up here, like here. And here inside, before they go in the shell, in this big dryer behind me. Tudi kakice imajo. Živjo. Le kuki tega. This is a choco machine, that's true. But this is not. Tam dol je bazen. Kok je lepo. No, tle je pa še bazenček. Madonca, sedna zuzga več ne rabaš, kot pa sam to. Res, koliko je lepo tole posestvo. To je ta družina, ki je zdaj tle kupila 26 let nazaj in potem so zgradili te bajtice, naredili pekarno in zdaj proizvajajo lešnike, delajo sledice, lešnikovo pasto, lešnikovo olje, prodajajo, sicer so tako kot svoj nek lasten biznis, ampak potem tudi prodajajo drugim trgovinam. Od Ferrero ne kupujejo njih, zato ker so malce dražji cenovni razred, pa se jih ne rabijo. Ful dober. Pikantna paprika, to, sladkor po moje, ja? Tole je kari, tole je popr. White is called red Provala curry. but I'm a red wine drinker, so I would drink anyway red wine. But I think it's nice to have. It's all very good with the. We have Dober. also some sport wine. To je s soljo, ne cukor. Zanimivo je. Ampak jaz preferiram sladke variante. Tako da, ko mi čakam, da probam tu namaz pa sladice. Ti piace? Scusi, je. Yeah, bad rest. And it's actually the crispy honest. But it's the sweetest we have. I'm sure it's sweet. Okay. What was the omelette? Sorry. In italiano we say frittata. Is it eggs with something else? No, I will just drink this, yeah. Yeah, okay. Thank you. We tried. Yeah, thank you. Tomatoes, omelette of onions, and pancetta with honey and chopped hazelnuts. Wow, thank you. Tamle imamo bruschetta s paradižnikom, ampak jaz tega paradižnika pač ne jem. Tle imamo omleto, da vidimo. Tako zelo svežina, ful fajna. In tle imamo z lešniki, mletimi in pa medom. Tako malo po domač. Who's tasting the armas? Zelo zanimivo. Tukaj imamo zdaj zeleno, lešnik, sir, pač parmezan. Uno je bilo ful dobro prej za jesti, una fritata pa pancetta, kaj je že bila. Da vidimo zdaj tole. Ne ta zelena preveč močna, malo kisla. Zdaj imamo domače testenine, takole izgleda. Tomorrow is a nice weather. Z maslom, lešnikovo pasto in pa tudi lešnikovo moko. To, v bistvu vse one delajo, razen masla očitno. Zanimiva kombinacija. Odbito. Če meni všeč, veš, da je dobro, ker sem itak pač malo zbirčna. Ful dobra kombinacija, ful se dobro povežejo vsi ti okusi.
Pa maslo seveda naredi svoje, doda še super šmek, tako je ful dober. Jaz smo vzeli sir. We hebben ook al voorraad onder de lijk met de motor. Ovčji sir, ful je močen okus. Kijk dan voorraad. Moram pa še un steak probati, me pač pa zanima, kako je. Maar gewoon ja, maar ze zijn Bomo še ukradla steak od dragega. V bistvu oboja kombinacija, se pravi steak, meso in pa sir je ful dober skup. Ko sam posamezno mi pa ni všeč. Žvat je začel, sicer je napovedan tudi pri nas v Albengi, da bo danes zvečerno začel, pa jutri naj bi bil kao cel dan. Upam, da ne, tle je v bistvu hladneje, a jaz pa nisem omenila, moj bog. Tle je ful hladneje, zdaj ne vem, koliko je višina, prej sem nekaj videla 890, recimo Jurija, no, in je dejansko malo hladneje. In ja, zdaj začel dežvat, ampak kaj čemo? Zdaj imamo še degustacijo sladic. Tole je preverjeno ful dobro. Zdaj bom probala lešnikovo olje. Rekla, da tudi lahko uporabljaš v solatah, se pravi, ni nujno samo za sladice. Malo sem skeptična, ampak da vidimo. Zanimiv. Ful dobro v bistvu. Tukaj imamo pol različne namaze, se pravi 100% lešnikova pasta, brez cukra, a ne? Dobro, ampak meni je preslano. To je tako kot ona mandljeva krema, ki jo doma uporabljam, točno to. Tukaj imamo z medom. Tukaj se pa med ful več čut. Pa je ta guandija, kako se to izgovori, kot Nutella, ampak je rekla, da je ful boljš kot Nutella. Če se da. O moj bog, kako je to dober. To je za nekaj najboljšega. In potem imamo še z belo čokolado in lešnik. To mi bo po moje najbolj všeč. Bomo videli. So, these are the coffee stations of Brutima Buoni, that means Guandija mi je boljši. This is chocolate. Noro. Imam pa še pile. And these are sugar-free. There's no sugar-free. Sugar-free. Actually, the only product without the Dober piškot. So the toasted ones. Yes. And sugar. The salt you tasted already. You have flour or the hazelnut flour. This is chocolate. And this is hazelnut. In to je to. Kupila sva oljček. Pa še navadne lešnike, to je za dragega, jaz sem pa zase vzela s cimetom in cukrom, ker so tako dobri. Ne rabaš sploh nobene druge sladice, malo sem kolebala med neko lešnikovo, oni temu si reče torta, to je pa na specivo, ja, tako. Ampak stari lešnike, ki probaš, ne rabaš nas drugega, res tako je dober. Ful so si prijazni, ful, res taka lepa izkušnja, ful sem vesela, da sva šla. In zdaj greva nazaj, tam 2 uri, laba do najmenjega meseca. Vmes pa upam kam na kavico, a ne? Ker je kar rabla. Nazaj sva v najnem mestu, na plaži sva. Ful je nemirno morje. Ni toliko sočno, da ne vem, kakšna bo voda, če mi sploh ne bo šla.